Živijo sem in pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes je tukaj z mano moja Sončica in danes smo za vas posnele dve resnici, ena laž. Tako da, igrica se gre pa tako, da vsaka bo pač v rundi povedala dve resnici pa eno laž, na druga mogla pa ugotoviti, katera od teh treh trditev je laž. Tako da, če vas zanima, kaj so najine resnice in laži, glejte naprej. Ok, bom jaz začela. Ok, prvi krog. Prva trditev. V 9. razredu osnovne šole sem tekmovala na državnem prvenstvu na šolskem plesnem festivalu in postala državna prvakinja. Druga trditev. Ko sem bila majhna, smo imeli za domačo žival doma želvo. Tretja trditev. Včasih smo imeli v garaži vitrino, kjer smo imeli razstavljene večje primerke mrtvih hroščev in kobilc. Katera od teh tri je laž? Ta z državnim prvenstvom je preveč ekstremna, da bi bila laž. Ne, ker je bila preveč očitna je, da bi bila laž. Čakaj, je bila že ta druga? Ko sem bila majhna, smo imeli za domačo žival želvo. Ta tretja, vem, da si enkrat že govorila o teh žužkih, ampak nisem ziher, če ste jih vi imeli, meni se jih je nekdo drug imel. Tako da tretja je laž. Ne. Laž je v bistvu prva, ampak je v bistvu delna laž, no tako. Nisem bila državna prvakinja, tako da sem bila sam jaz, bile smo državne prvakinje skupinsko. Ta je bila tricky question. Ja, evo, ena zame. Ok, če se zgreši, ena točka za uno. Ok, jaz imam tako prve 4 runde po kategorijah. Tako da prva stvar je tako, jaz sem ful stvari že probala v svojem življenju, kar se tiče aktivnosti, pa športov, pa krožkov, tako res. Vse možno jaz sem probala. In zdaj pač so 3, ki sem jih jaz navedla. Ena je laž. Ena je laž. Karate 2 leti, sodobni ples 4 leta in lutkovni krožek 6 let. Jaz bi rekla sodobni ples. Ne, karate! Ja, fakt, to je bila druga opcija. Lutke sem prav lovila, to je zihar je. Ja. Ne vem, pač umetnik. Čeprav veš, pol po drugi strani pismo vse ples, tudi se plešaš tudi v bistvu rada, ne? Ok, ena točka zate. Ampak borilne veščine imam tudi rada, tako da. Ena točka za njo. Ko je 1-1, pa še to zaradi tega, ker smo obe zgrešile. Ok, druga runda, prva trditev. V šoli v naravi sem šla enkrat predčasno domov zaradi padca in posledično poškodbe hrbta. Moj prvi make-up video sem objavila na Facebooku decembra 2016. Pri športni vzgoji v osnovni šoli sem bila ena izmed boljših pri košarki. To so same take trditve, ko pač vem, da jih ti ne boš iz prve vedela, zaradi tega, ker se zadnjih koliko? 4 leta, recimo. Pa tako bolj aktivno. Ali pa recimo zadnje 2 leti res na polno družba, predtem sva se itak že tudi, ne? Ampak se pravi gimnazija pa osnovna šola je pri meni zdaj v trditvah več. Ok, to s hrbtom, vem, da imaš probleme s hrbtom, tako da obstaja možnost, da pač nekaj je za tem, to bi lahko bila ena opcija. Oh my god. Kar pozabila sem jih že, da še enkrat povedati. Ok, drugi je bil, moj prvi make-up video sem objavila na Facebooku decembra 2016. Ta je skoraj res. Pri športni vzgoji v osnovni šoli sem bila ena izmed boljših pri košarki. Ne vem, če bi te dala v košarko. 3 je ne, ni res. Ne! Moj prvi video sem objavila v bistvu novembra 2016. Ale, to so taki triki, ka vem, da je bilo v tistem obdobju, a ne? Oh moj bog. Ja, dejansko pa sem bila pri športni vzgoji ena izmed boljših, pač vedno, ko je bilo treba kakšno vajo pokazati. Katja! A si me zdaj predstavljaš pri košarki? Ne! Ok. Moja druga kategorija so domače živali. Imela sem do zdaj 3 hrčke. Drugo, imela sem do zdaj 2 mačka. In tretje, 7 paličnjakov.
model. Ok, mačke si tako imela. A to je tudi, koliko si jih imela, zdaj vprašanje, da je lahko laž? Dve mačke. Ne, ampak recimo, če si imela jih več, to tudi se lahko smatra, da je laž, ali kaj? Ja. Ali pač sam, kjero žival si imela? Ne, koliko število. Ja. Ok. Shit, ti si po mojem tako malo čudila, da bi imela paličnjaka doma. Koliko hrčkov? 3. 3 hrčke. Ja. A si imela več mačk? Koliko je Ruby stara? 4. 4 leta je stara. Ja. Ali 5, ne vem. 5 ali 4. Čak, da malo zračunam. Jaz bi rekla, da nisi imela... Fak, to je tako težko. 3 hrčkov. Ne, samo eno mačko imam. Ne, jaz sem pa mislila, da si imela pred Ruby. Zajca sem imela. Shit. A prav paličnjake si pa... A to je ono, ko so ti iz šole domov dali za med počitnice, kao da paziš na njih? Prav, pač naši družinski prijatelji so jih ful imeli pač prav tako meso farma, kako se temu reče. Ja, pač prav prodajali so jih in sem jih 7 imel. In tako v roku enega meseca ni bilo več nobenega, ker so nekako vsi zbežali ven iz pač ekvarija. Hvala, čau! Ne. Ja. To pa nekaj, kar ni zame, res. Ok, gremo naprej. Tretja runda, se pravi, zdaj imaš 2-2, točke 2-2, pač obedve sva zgrešila, niti ena še ni uganila. Gremo naprej, tretja runda. Prva trditev, 1 leto sem trenirala pri mažoretkah. Druga trditev, v 3. razredu sem v trgovini na Zaplani v enem dnevu zapravila $5000 za sladkarije. In pa 3. trditev, sama sem se naučila zaigrati Odo radosti na klavir. Meni se je ta z Odo radosti pravilna, ker zdaj nazadnje, ko se je Teja govorila, da se hoče naučiti, meni se zdi, da si nekaj omenjala, da znaš. Tako da recimo, da to dam stran. Ok. To sladkarija mi 5000 je res malo velika, ne? Ne vem. Ali pa 1 leto sem trenirala pri mažoretkah. Jaz pravim do sladkarije. Ne. Moj bog, 5000 si nas... Veš, kaj je bila fora? Prišla sva z eno sosedo, ki pač so bile sošolke, so prišle predčasno domov, ne vem, z enim avtobusom prej. Teje ni bilo doma, pa njena starejša sestra isto ni bilo doma in vsaka je imela našparan pač od žepnine, ne vem, $5000. Mislim, jaz se prav spomnim, jaz sem imela prav bankovc $5000 in včasih je bila še trgovina na Zaplani, kjer so imeli sladkarije, pa te čipse pa to, kruh pa mlek, pač pa jajca recimo, take osnovne stvari, ampak sladkarij so imeli pa ful. In zdaj sva šle peš, pa to ni bilo, to je bilo tako recimo 1,5 kilometra stran, a ne, in zdaj sva šle peš, vsaka s temi svojimi $5000 v trgovino, si napasale vsega možnega une vreče in ko sva prišle ven iz trgovine, v tistem se je avtobus, kjer sta bile in Teja in njena starejša sestra gor, mim zapelu in one dve, kada bi vedle, obedve takole sta ven gledale čez oken, mi dve z to kolegico so bile samo fuck, in pa sva laufale, veš kako domov, pač itak sta one dve bile pred nama doma. In sva sam bile please, da niste povedale matki pa pač fotru, res, ampak sej na koncu itak zvedali. Ampak to pač je bil moj denar, takrat je bilo ful zabavno, veš, lahko si šel zapraviti, ampak ja, dejansko se je to zgodilo. Pri mažoretkah pa nisem 1 leto trenirala, ampak sem šla sam, mislim, da na 1 ali pa 2 treninga, pa sem pač ugotovila, da to ni zame. V redu, naj ti bo. Jaz sem tako ful eksperimentirala z barvanjem svojih las. Začela sem že v 4. razredu, pa potem par let nazaj sem tudi ful eksperimentirala. Zdaj pa, kjera od teh barv nisem imela? Rdeča, turkizna pa vijolična skupaj, pa siva v roza. Turkizno pa vijolično vem, da si imela, ker si tam pri Sobrini, mislim, da dobila to. Meni se zdi na uni njihovi reviji. Čak, kaj, siva pa roza? Ali pa rdeča? Ampak tako ono živo rdeča. Jaz bi rekla siva pa roza. Ja, prav imaš. Ne vem zakaj, ampak imaš kakšno fotko z rdečimi objavljeno? Ne.
Bravo, Yes! Koliko je zdaj? 3. Kjera runda je to? Tretja, a ne? 3, 2. Ne, ti ima zdaj 4. 4. Ja, 4, 4, 2. 4-2. Ok, naprej. Ja. Četrta runda. Ja. Prva trditev. Moj najljubši predmet v gimnaziji je bila slovenščina. V 4. letniku sem v sklopu priprave na maturo prišla na pač biološki tabor, ker sem imela biologijo. En dan kasneje, zaradi tega, ker sem šla prejšnji večer raj žurat v cirkus. In pa, ko sem v gimnaziji hodila ven žurat, sem od alkohola ponavadi pila džus vodko. Ok, za slovenščino vem, ker pač v nekaj ne veste, je pač Katja tak grammar naci, bi jaz temu rekla, ona pač popravlja vsako vejico, kako sklanjaš, ono 3, 4, 5. No, ni to grozen. Ja, je. Tako da ja, slovenščina vem, za biologijo vem, da si jo imela za maturo, sam ne vem, če si dejansko šla na tabor. Ja, za vodko pa ne, jaz mislim, da si prej po mojem kakšno Red Bull vodko pila. Tako, ko gledam za une naše čase, pač takrat se je pil Red Bull vodka ali pa juice vodka, ne? No. In kjer od teh dveh je laž? Oh, shit. Jo, tabor ali pa vodka. Sem se dobro spomnila. Ja, res si se dobro spomnila. Tabor. Ne. Oh, moj bog! Red Bull vodka, ne juice vodka. Dejansko sva s kolegico prišle njeno očino, jo pripelo en dan kasneje. To je bilo tako, od petka do nedelje je tabor trajal, pač v petek zjutraj se je šlo kao in v nedeljo se je pač popoldne nazaj prišlo, ampak mi da sva pač rajš petek spustile, da sva šle lahko, mislim, da v cirkusa ven žurat, in potem v soboto tako zgodaj zjutraj, ob 9 sva že bile tam na taboru, ko naj je njen fotor bilo. Model! Ja, to so bili te časi hardcore žuranja. Tako da ja. Top. Ja. Koliko je zdaj? 4-2 je bilo prej, zdaj je? Zdaj 5-2. 5-2. Ok, 5-2. Da se vidimo. Zdaj, jaz sem tako največji štor na svetu. Tako da sem doživela že vse možne poškodbe zaradi te svoje nerodnosti. Ok. Enkrat sem, pri meni doma je Katja že bila, imamo pač ful veliko stopnic. In enkrat sem se neki hecala čist zgore v zgornjem štuku. In mi je spodrsnil in sem padla in sem se v prevalih rolala dol po stopnicah do kuhne. Si predstavljaš to? Tako si mogla iti. Tako. Se pravi, tako pa tako. Ja, ok. Potem drugo... To je možno, da se... Ok, ja. Enkrat, ko sem žurala od zunaj, me je ena po nesreči med plesom v nos in mi ga izlomila. Ok. In tretja, vključno isto žuranje, moj pač prvi fant v srednji šoli je praznoval rojsten dan. Bili smo tako nekje v Sostram, v nekem klubu, nima veze. Skratka, jaz sem pač ga lovila ven, ker mu je bilo ful slabo, da bi mu dala vodo za pit in sva pač laufala na neko polje in sem padla v odtok od kanalizacije in si skoraj rebra polomila in bila naslednji dan cel dan na urgenci. Sorry, da se svojim, ampak... pač kanalizacijo sem imela do kolen. Jaz bom rekla, da je to res, ker je malo preveč podrobno opisan, da ne bi bilo. Jaz bom rekla, kaj je druga bila? Druga je bila zlom nosu. Jaz bom rekla, da je to laž. Res je. Ampak, pazi to... Ker imaš prelep nos, da bi bil že zlomljen. Imela sem že zlomljen nos, by the way. Ja. Pa ni mi nosu zlomila, mi je pa nekdo arkado počul. Ojoj, ti rabiš varnostnika za vrnej. Ampak da te iz kanalizacije vlečejo, če padeš not, da te branijo pred zlomi nosu, tako naprej. Yes, koliko je zdaj? 6-2. Bravo, ful ti gre dobro, ful ti gre. Ok, kaj zdaj, torej peta runda. Prva trditev. V drugem letniku faksa sem bila ena izmed svetnikov v študentskem svetu EF. Učenje igranja bobnov je moja neizpolnjena želja iz osnovne šole. V prvem letniku faksa sem skoraj vse izpite morala delati 2-krat. Ok, zadnja ni res. Se ne bom ti nič povedala. Katja je ful pridna v šoli, tako da zadnji jaz ne verjamem.
Se pravi, kaj je, pol to laž? Ja, jaz mislim, da je ta laž. Drugače je. Sam, a ne? Čistko ena. Pač drugače, čist iskreno, prvi letnik je bil moj najslabši, a ne, po ocenah. In sem dejansko delala prvi semester skoraj vse, pač od 5 izpitov, mislim, da sem 4 mogla pač v drugo tudi pisati. Ampak sem pa v drugem semestru se malo bolj vzela v roke, pa sem jih vsaj naredila tisto, kar sem šla v prvem roku pisati, sem jih pač tudi naredila. Sam še eno ocene niso bile lihta prav, mislim, niso bile najbolj visoke, ampak smo pol drugi, tretji letnik si bila, zbudala si in to je najbolj. V bistvu imam jutr, v ponedeljek, podelitev diplome. Pa še ne vem, če bom šla, bom videla. Ja, moraš iti. Napište mi v komentarju spodaj, če mislite, da bi mogla iti. Napište, da mora iti. To moraš iti. Bomo videli, kakorkoli. Ok, to je zdaj, ti si uganila zdaj. Ja, celo. Jej, koliko je to, 6-3? Ja. 6-3, gremo dalje. Zdaj ti so random. Ok. Prvič, ko sem na dieti, nisem jedla kruha 3 mesece. Dolga. Ja. Dvojka. Enemu kelnarju, ki mi je bil pač bolj simpatičen, sem pustila številko na računu. Ok. Z mami sva šle, ko sem bila 5 let stara, potovati po Nizozemski za 1 mesec. Kaj je že prva? Da si bila na dieti? 3 mesece nisem jedla. Zadnja. Ne. Kaj je laž? Da sem pustila številko kelnarju, to je naredila moja kolegica. Res? Ja. In pa se dejansko dejtala nekaj časa. A veš zakaj? Čaki, kdaj ste vi prišli iz Zimbabveja? Sem bila 1 let pa pol stara. Fuck, jaz sem mislila, da ste kasneje prišli zaradi tega. Damn it! Ok, kaj, 6-4. Ja. Ok, 6. runda. Ok, na sebi še nisem imela posega, kjer bi bila potrebna anestezija, lokalna ali pa splošna. Od začetka moje kariere kot make-up artist sem do zdaj moja mami namazala samo 2-krat. In pa nikoli nisem preveč marala pomaranč. Ok, a to tudi šteje, ko si jo namazala, ko smo bili na morju skupaj? Ne, pač mišljenje namazala tako prav glam make-up, ja. Tako sam malo na hiter, pa to ne štejem. Kaj je to prvo? Da na sebi še nisem imela posega, kjer bi bila potrebna anestezija, lokalna ali splošna. Ok, ta mislim, da je res. Zdaj pa te pomaranče, pa mami Patricija. A že bi skoraj verjela to za mami Patricijo, da je res drugač. Ok. Jaz pravim, da so pomaranče laž. Ja. Ja, mami sem v bistvu samo, mislim, da sem jo samo 2-krat namazala. Tako res tisto. Ji pa vsak teden frizuro dela. Sem 3-krat, ampak no pač to je bilo mišljen kot resnica. Ja, 3-krat, pozabila sem enkrat vmes, ampak po moje zaradi tega, ker je bilo malo bolj tak natur glam, ampak je bil tudi še vedno. Ampak ja, pomaranče imam od vedno ful rada, ful. Kaj je 6-5? 6-5, ja. Zdaj, če jaz grešim, sva izenačene. Ja. Morava imeti pol še eno zadnjo. Ok. To je zdaj, ja, 6. runda zadnja v bistvu tako. Ta je tudi random drugač. Random, ok. Shit, ok. Ko sva šle z Evo v Amsterdam, sem po nesreči zablokirala sef, v katerem sem imela ves naj denar. Ok. Enkrat sem probala voziti avto in sem se zabila. Ok. Prvič v življenju sem nosila puder na svojem maturantskem plesu. To bi verjela. Ne vem. Shit, čeprav tisto v Amsterdamu. Joj, ne vem. Čak, Amsterdam sef, puder na maturancu pa? Kaj je bila druga? Sorry, enkrat sem probala voziti avto in sem se zabila. Prvič in edinkrat, ko sem probala voziti avto. Bom rekla, da je ta res. Ko vem, da neki nisi, mislim, da nisi neki ful, da bi se šla učiti pač voziti avto. Shit, Amsterdam ali make-up, vem, da ti pač ful nisi drugač, da bi nosila make-up, mislim, puder. Jaz bom rekla, da
puder si imela na maturancu prvič, pa da je Amsterdam laž? Ja, skoraj laž je. Pač to se je zgodilo Evi, ne meni. Bravo. Svaka čast, bravo. Se pravi, končni rezultat 7-5 za Katjo. Kdo ugane, kaj snimava danes, Sonja? Povej eno svojo trditev. Padla sem v kanalizacijo. Kdo je videl ta snap oziroma story na Instagramu? Komentirajte spodaj se javne. Pa je pa to za danes. Jaz upam, da ste se zabavali ob temu videu, tako kot sva se midve zabavali zdaj, ko sva ga delali. Res je bilo ful. Še več takih videov, tudi midve v bistvu se imava ful fajn, ko snimava take videe, tako da če imate kakšen predlog na podoben način, kakšen tak video, da bi ga posnele, še to spodaj v komentarju napište. Ja, to je to. Se vidimo naslednjič, hvala, da ste bili z nama. Čau!